Napovednik je razkril, o čem bo govora v Vretincu, kjer se bomo sukali z Leo Šuligo iz turističnega združenja Portorož, Tamaro Kozlovič z turistične organizacije Koper in Matjažem Primcem z turistično-razvojne agencije Autentika. Lep pozdrav vsem. Pozdravljeni, dobro jutro. Lea, začeli bomo z vami, glede na to, da je Portorož nekakšno turistično središče slovenske Istre. Včasih je slovel po dobrih zabavah, danes se zdi, da se usmerja bolj v wellness turizem. V kakšno smer gre portoroški turizem? Je res slovel po dobrih zabavah? Pa je, da ja. No, to ne vem. Mislim, da nikoli nismo bili ravno zrče na pagu. Tudi, mislim, ne želimo si v to smer. Res pa je, da se je turizem v zadnjih 20-30 letih zagotovo spremenil. Mogoče predvsem v tem smislu, da smo včasih sprejemali bolj nekako skupine, zdaj pa turisti prihajajo večinoma individualno. Wellness je pa vsekakor eden izmed najbolj pomembnih turističnih proizvodov, ki jih ponujemo na naši destinaciji. Dejansko se je s tem turizem Portorožu pred več kot 100 leti tudi začel. In zdaj je eden tistih najpomembnejših ravno zato, ker nam omogoča dober turistični obisk čez vse leta. Tudi Koper v zadnjih letih postaja turistično vse bolj prepoznaven. Kako ste uspeli to doseči, kateri so tisti oporni projekti? Vsekakor je bila ta odskočna deska potniški terminal, saj v vsakem prihodu potniške ladje vsi mediji veselo poročajo. Prav tako imamo številne obiskovalce, ki si pridejo gledati prihod potniške ladje, ampak zagotovo ni to vse. Koper ima bogato zaledje, na katerega predvsem v zadnjih letih veliko stavimo in seveda je to neke vrste dopolnitev tako potnikom z potniških ladij kot obiskovalcem v naših hotelih in nenazadnje tudi enodnevnim obiskovalcem, ki jih tudi vsako leto beležimo vedno več. Dobro istočnico ste dali, Tamara. Za Matjaža, vaša turistična agencija se ukvarja prav z zaledjem, z izročilom, dediščino tega prostora. Zakaj ste se odločili, da se fokusirate na zaledje slovenske Istre? Tukaj je mogoče dva momenta. To je bila čisto neka osebna odločitev, poleg tega pa tudi so trendi kazali vedno bolj v to smer. Ko smo nekako se odločili, zato smo že leta 2005 zaznali, da je recimo 35% gostov v Sloveniji usmerjenih v trajnostni turizem. Osebno sem pač delal v društvu Pangeja, kjer smo takrat tudi se ukvarjali veliko s podeželjem. Opazil sem velik potencial na podeželju, opazil sem tudi, da nekako gostje na podeželju manj zahajajo, kot bi lahko. Videl potencial in nekako je odločitev takrat padla. Kaj ljudem priporočate, ko pridejo sem, kaj morajo v našem delu Istre nujno videti? V bistvu jim skušamo prikazati, narediti eno doživetje. Ni zdaj, da morajo nekaj videti, podeželje morajo doživeti. Doživeti ga morajo skozi naravno dediščino, skozi kulturno dediščino, konec koncev skozi srečanje z domačini, ker na vsakem izletu damo velik poudarek na temu, da je ta stik z domačini in pač s kulinariko, ki mi jo pripravijo, ta pravi stik podeželja. Ker samo opazovati, gledati, ti ne da tisti ta pravi občutek. Je to tisto, kar zahtevajo, pričakujejo, torej ne samo, kot ste rekli, opazovati in gledati, ampak čutiti zadevo? Gost hoče prav to, se pravi, veliko prebere o podeželju, opazuje slike, gleda filme in ko pride sem, hoče to doživeti. Recimo, vsi imamo nekaj bolj poznanih destinacij, recimo Cerkvica v Hrastovljah je ena najbolj poznanih točk na podeželju. Tukaj, se opravičujem, smo videli Tonino hišo, recimo, v posnetkih. Tonina hiša je takoj za Cerkvico v Hrastovljah, ampak nekako v vsaki istrski vasi se da najti zgodbo, se da najti zanimivega domačina, ki kaj ponuja, ki kaj pove, s katerim se turisti srečajo. In kot sem že rekel, to je poudarek naših izletov, ki so predvsem enodnevni.
Če lahko jaz nadaljujem, ker je ravno Matjaž omenil Hrastovlje in praktično vsa izhodišča, ki jih je on omenil, smo mi skušali združiti v Doživi Hrastovlje, v projekt Skupne vstopnice, s katerim smo pričeli v lanskem letu in ugotavljamo, kot vsak projekt rabi svoj čas in letos že peljemo potnike s potniških ladij v Hrastovlje. Skušali smo združiti vse, kar je Matjaž povedal, torej srečanje z domačini, zgodovino, kulturo, kulinariko in po zdajšnjih vtisih tistih, ki so Hrastovlje doživeli, so vtisi zelo pozitivni in to je vsekakor spodbuda za nadaljne projekte na podeželju v tem smislu. Kot ste rekli, pomemben element koprskega turizma je potniški terminal, torej potniške ladje. Prav tako pomemben del portoroškega turizma pa je portoroško letališče v Sečovljah. S 1. majem bodo odprte nove povezave z jugom Italije. Kaj bodo prinesle te nove povezave? Tako, to je letalska povezava med Portorožem, Salernom, Rimom in Catanijo. Zdaj vemo, da v turizmu so prometne povezave zelo pomembne. Kaj nam pomaga, če imamo čudovito destinacijo, če je v bistvu dostop zelo otežen. Tako da je to eden izmed prvih ciljev, v katerem moramo stremeti, da bi bila naša destinacija bolj dostopna. Slovenija, na primer, do zdaj sploh ni imela letalske povezave z Italijo. Ravno tako povezave z vlaki in avtobusi lahko rečem, da so milo rečeno slabe. Tako da se v bistvu zelo veselimo tega. Je pa tudi zanimivo, da italijanski gostje so v recimo lanskem letu bili najštevilčnejši med tujimi gosti v celi Sloveniji in tudi na naši destinaciji. In mislim, da je prav, da jim nekako olajšamo dostop do nas. Zdaj so namreč prihajali zgolj tisti, večinoma, ki so se z avtom pripeljali sami, z nekje ranga do 5 ur vožnje od nas, zdaj pa bomo mogoče to tudi tistim z juga države. Portorož očitno stavi na tuje goste, kako je z domačimi? Tako, jaz lahko povem, da lani so domači gosti v občini Piran ustvarili 35% vseh nočitev, kar ni malo. Sledijo Italijani in Avstrijci s približno 15%, tako da ne moram reči, da zapostavljamo domače goste, tudi slučajno ne. Za nas praktično, mislim, nekako jih tretiramo vse enako, med njimi ne delamo razlik. Pomembno je samo to, v bistvu, po čem gosti povprašujejo in seveda povprašujejo po različnih stvareh. In pa pomembno je to, da jim lahko ponudimo nekaj, točno to, kar iščejo. Bi se morali turistični ponudniki v slovenski Istri več povezovati in morda ustvariti skupno blagovno znamko? To je vprašanje za vse tri. Primer dobre prakse so po mojem mnenju Brda, kjer so dokaj oziroma relativno enotni, kar se turizma, izdelkov in vsega skupaj tiče. Tamara? Mi veliko delamo na povezovanju, sicer tukaj priložnosti je nešteto. Ravno recimo, če gledamo namestitvene kapacitete, Koper kot taka destinacija jih nima veliko, ampak ravno tukaj je ta izziv povezano še z ostalima dvema občinama, recimo Portorož, ker ima številne postelje, sobe. Kako to vpliva, da v Kopru ni hotelskih kompleksov na razvoj? Se pravi, to mi jemljemo kot izziv in iščemo tiste stvari, torej druge, kako dodatno privabiti goste v Koper. Tukaj veliko delamo na športnem turizmu, kot sem že omenila, podeželje, gastronomija in tako naprej. In seveda prireditve, s katerimi želimo privabiti te enodnevne obiskovalce in ravno dopolnitev s Portorožem in Izolo ustvarja tisto dodano vrednost. Točno to, če lahko dodam. Jaz mislim, da naš košček obale je tako majhen, da ne moramo tukaj delovati kot tri celote, vsaka zase, da je sama zadostna. In je popolnoma normalno, da vsaka od teh treh obalnih občin ponuja svojo zadevo. In je recimo pri nas marsikaterega gosta pošljemo v koprsko zaledje, seveda, ker zakaj bi se omejevali s tako majhnim prostorom? Pomembno je to, da imamo čim širšo ponudbo in da se dopolnjujemo s tem. Matjaž, se strinjaš? Mogoče bi dodal, da smo še nekoliko premalo povezani, čeprav je nekaj odličnih projektov, recimo en tak zelo dober promocijski projekt je bil na zadnji istrski maraton, kar je dobra promocija za destinacijo, ampak mogoče bi se morali zgledovati konec koncev tudi po Goriških Brdih. Na Notranjskem, recimo Bistriškem, Pivškem so se povezali kar 7 občin v znamko Zeleni kras, recimo, in to zadevo kar dobro tržijo, tako da je sigurno še potencial v povezovanju.
mogoče naši ponudniki vse preveč čakajo na občine, mogoče bi mogli tudi sami biti bolj aktivni v tem združevanju in tudi sami narediti kakšno pobudo, čeprav so tudi pobude strani ponudnikov, recimo vinarjev, olkarjev, ampak mogoče bi to moglo biti še malo več. Zdi se, da v vaši agenciji stavite bolj na butični turizem kot na ta masovni, ki je recimo značilen bolj za Portorož. Kje je prihodnost tovrstnega turizma? Gotovo je tovrstni turizem pač en trend, tudi, ki bo gotovo še nadaljeval. Tudi masovnih turistov ne bo zmanjkalo. Mislim pa, da bo teh, ki si želijo doživeti eno stik z naravo, s kulturno dediščino in s pristno kulinariko in domačini, to, kar sem prej govoril, da jih bo vedno več. Konec koncev se tudi spremeni naš življenjski slog in ljudje, ki vedno manj živijo na podeželju, vedno več v mestu, bodo iskali ta stik s podeželjem in s to pristnostjo, ki jo ponujemo. Tudi v Portorožu, če lahko dodam, masovni turizem preprosto ni več in. Zato, ker ljudje, tako kot je povedal Matjaž, iščejo neka doživetja in to pri masovnem turizmu enostavno ne gre. In verjetno imajo tudi svoje potrebe, svoje želje, vsak posameznik posebej, ne? Točno tako. Če se vrnemo recimo v Koper, nazaj k potniškemu terminalu, kako zadržati potnike, ki pridejo s temi velikimi ladjami v centru mesta? Ker občutek imam, da se jih veliko odloči za izlete recimo do Postojnske jame, pa v zaledje in tako naprej. Cruising turizem je turistični produkt na ravni cele države. In tukaj ni nič narobe, če potniki si ogledajo tudi ostale znamenitosti Slovenije. To je namreč bistvo. Nam je cilj, da je potnik zadovoljen in da se vrača. Zdaj, ali to doživi v Kopru, ali v Piranu, ali v Ljubljani, ali v Postojnski jami, nam ne predstavlja težav. Seveda je tudi tukaj, imamo mi izziv, kako ponuditi obiskovalcu neka doživetje v samem mestu in da potem ne nazadnje obišče Slovenijo še kdaj drugič, ob drugi priložnosti. In tukaj recimo bo v kratkem zagledala luč turistična kartica Koper, ki smo jo oblikovali ravno v tem delu, da smo povezali ponudbo v mestnem jedru in bo zanimiva ne samo za potnike s potniških ladij in ostale turiste, ki obiščejo Koper, ampak tudi občane. Namreč, če občani naši ne bojo začutili, da smo turizem ljudje, kot se večkrat ponavlja, potem tudi mi ne bomo dosegali takih rezultatov, kot si jih želimo. Za domače goste so zelo zanimivi tudi dogodki in prireditve, ki jih je kar veliko v tem delu države. Ena zanimiva zadeva se bo ta konec tedna zgodila v Padni, če se ne motim. Ta konec tedna v Piranu solinarski praznik, naslednji konec tedna pa turistično združenje Portoroža v sodelovanju z Avtentiko organiziramo praznik olja in bledeža v Padni. In za tiste, ki ne vejo, kaj je bledež, tako rečemo pri nas blitvi. Blitva, ja, točno tako. In blitva je nekaj podobnega špinači. Koper, kaj se obeta v Kopru? Jaz bi kar poudarila 17. 18. maj, to je vikend v maju, kjer praznujemo tudi občinski praznik v mestni občini Koper. Letos 2 dni predstavitev krajevnih skupnosti in turističnih društev mestne občine Koper. Prireditev se bo odvijala na Titovem trgu in tukaj bi res povabila vse obiskovalce. Namreč Koper bo praktično na dlani in vsa turistična društva in krajevne skupnosti bojo predstavili svojo ponudbo, tako da bo praktično celo podeželje za svojo ponudbo na voljo obiskovalcem. In Titov trg bo končno oživel tudi? Tudi z drugimi prireditvami, to je ena izmed njih. Ok, najlepša hvala za obisk v studiu in ta pogovor. Hvala za povabilo.